Zdaj pa imamo tukaj gospoda Simona Ušaja, ampak še predtem, se bova midva malce pomenkovala, bomo prikazali video, ki je bil prikazan na, zdaj pa skoraj ne morem reči, najprivlačnejši prireditvi tednov vseživljenjskega učenja, ker jih je okrog 8000 po celi Sloveniji, kot je bilo rečeno na začetku, in ker je današnja prireditev tudi TVU prireditev, ampak vendarle nacionalno odprtje tednov vseživljenjskega učenja letos 12. maja v Ajdovščini, izrazito učeči se skupnosti, kjer smo seveda po naši stari navadi podelili tudi priznanja za zgledne učeče se ne zgolj posameznike, ampak tudi skupine, podjetja in podobno. In Mlinotest, živilska industrija, torej je dobil eno od teh priznanj. V ta namen vedno pripravimo video predstavitve, tokrat je to nalogo prevzela sploh organizacijo odprtja in tudi teh videofilmov Ljudska univerza Ajdovščina, ki je pravzaprav gonilna sila te učeče se skupnosti, in poglejmo si najprej ta video. Mlinotest je podjetje z več kot 150-letno tradicijo in danes zaposluje čez 535 mlinotestovcev. V celotni skupini povezanih družb nas je čez 640. Dobrodošli pri nas. Mlinotest veliko vlaga v razvoj kadrov, v skrb za zaposlene in seveda tudi v izobraževanja. In odgovor oziroma eden od primerov dobrih praks je gotovo tudi Mlinotestova akademija, s katero smo začeli program v preteklem letu. V bistvu je bila Mlinotestova akademija skrben odgovor na naše trenutne in prihodne potrebe, izhajajoč predvsem iz avtomatizacije proizvodnje, iz sprememb, ki se dogajajo na področju zaposlovanja in trga delovne sile. Naš ključen moment pri zaposlovanju novih sodelavcev je predvsem odnos do dela, motiviranost, veselje in odnos do sodelavcev, pri čemer sami poskrbimo, da se tehnična in strokovna znanja pridobijo pri nas, pri naših mlinotestovcih, ki najbolj obvladajo svoje delo. Zato smo najbolj zavzete, najbolj motivirane mlinotestovce, predvsem tiste, ki izhajajo iz proizvodnje, iz delovnih mest peka, upravljalca proizvodnih linij, pakirnih linij, vključili v program Mlinotestove akademije, pri čemer smo posebej ponosni, da smo kot mentorje in predavatelje vključili naše izkušene sodelavce, tehnologe in vodje različnih obratov. S tem smo zagotovili, da so bila znanja hitro prenosljiva v prakso in to je bil naš recept za uspeh. Izpostaviti gre tudi super sodelovanje z našo Ljudsko univerzo v Ajdovščini, ki nam je pripomogla k temu, da smo res dobro postavili didaktičen program in nas opolnomočila s svojimi strokovnimi znanji iz področja izobraževanja odraslih. V podjetju Mlinotest so izjemno proaktivni in vedno delujejo v smeri iskanja nekih boljših rešitev. Kadar jih povabimo za sodelovanje v projekt ali pa določeno aktivnost, in vedno, ko prepoznajo dobrobit za zaposlene oziroma nek prispevek k razvoju njihovih znanj in spretnosti, so pripravljeni sodelovati. Navdušen sem bil na teoretični in praktični del, ki zelo so pomagali k mojemu karieru razvoju. Po akademiji sem prevzel vodstvo mini pekarne Kobarid. In vse, kar sem se naučil v akademiji, lahko prenašam pri moji sodelavci naprej. Podjetje je zavezano k rasti in k razvoju zaposlenih in spada tudi izobraževanje zaposlenih in njihov razvoj in skrb za njih spada v ene temeljne vrednote našega podjetja. Glede na to, da v procesu formalnega izobraževanja teh poklicnih kvalifikacij, kakor jih mi potrebujemo, pek, testeninar, upravljalec stroja, jih je čedalje manj, potem je skoraj nujno, če želimo ohranjati nivo kakovosti izdelkov, varne hrane, produktivnosti naših zaposlenih, da to izobraževanje izvajamo sami interno, zato tudi pač akademija in zato tudi ta naša zavezanost k izobraževanju. Čestitke še enkrat v imenu nas vseh, Mlinotestu in gospod Simon Ušaj, če se mi malce pridružite, si bova tako, ja, evo, praktična rešitev.
Bo? Probajva. Bolj na glas govora. Ja. Proizvodno. Ja. Pa ko ste že omenili proizvodnjo, katerih znanj pri vas najbolj primanjkuje? No, kot je v filmu bil povzetek, mi smo zelo tradicionalno proizvodno podjetje, mlinarji, peki, testeninarji. Ja, lahko. Kaže zeleno. Okay. In predvsem na področju pekarske industrije je tukaj od zmeraj so roke tiste, ki so oblikovale kruhe, mesle kruh in število rok in v zadnjih desetletjih ta poklic zelo izumira. Ne? S tem izzivom se soočajo vsa podjetja, ne samo mi. Ne? Poleg tega pa, kot je tudi kolegica v filmu rekla, ne, z uvedbo avtomatizacije novih tehnologij prihajajo linije, kamor nisi več številka, ampak moraš tudi malo že znati programirati, robotiko, upravljati in taka znanja so potem potrebna v vsakodnevnem delu. Ne. Se pravi, digitalni prehod tudi vas ne bo zaobšel, a ne? Ne, ni bojazni. Ob skrbi seveda za ohranitev. So mlinarji na hrbtih vreče metali, če je to še 20 let nazaj. Danes imamo žensko, ki sedi za računalnikom in tipka, kamere vereča moke. Ne? Zanimivo. Super, krasno. Vas ni 12,000, a ne? V celi Vipavski dolini najbrž ne? Ali pa mogoče? Kakorkoli, okrog 500 vas je. Koliko procentualno, približno se pri vas ljudi udeležuje izobraževanj, usposabljanj, veste mogoče? No, zdaj pri prihodu v podjetje imamo tudi mi ta klasičen mentorski program, ki ga imajo skoraj vsa podjetja, pa tudi obrtniki, ker tudi če sta dva pride obrtnik, jih mora začeti uvajati, da jih potem zaupa. Ne? Tako da to tudi pri nas, ki traja približno 1 mesec, potem se pa do uvedbe te akademije to zamrlo. Zdaj to akademijo, mislim, je naprej bilo izobraževanje ob delu. Zdaj s to akademijo poskušamo neke zadeve pospešiti in lani se je udeležilo cirka 45 ljudi. No. Krasno, krasno. Z akademijo ste lani torej začeli in imate namen nadaljevati, ne? Se kažejo dobri učinki tega? Ja, sicer naš sistem izobraževanja in usposabljanja ni še tako dodelan, kot predhodni kolegici, se moramo še dosti naučiti, ampak lani smo nekaj spoznali, videli smo, kje moramo nadgrajevati tudi dobre prakse iz Krke, ker človek vidi, ve, na kaj mora biti pozoren, predvsem na področju vodenja in to bomo strokovnost in vodenje in kakovost bomo tudi mi peljali naprej. No, prej sem omenila glas učečih se, imamo jih, ne, v filmčkih smo jih slišali, videli, tudi pri vas. Kakšna je vaša izkušnja? Mi da sva se celo pogovarjala, da bi koga pripeljali s seboj, ali pa tudi mi smo želeli na video, ki smo ga za Evropsko komisijo delali v zgodnji pomladi, nekoga pridobiti, da bi povedal, kaj je to v njegovem življenju ali pa njenem pomenilo, ne, kakšne spremembe je prineslo, ampak ljudje niso kar tako pripravljeni. Razen, če bi jih poslali na kak tečaj, kjer bi trenirali komunikacijske sposobnosti, pogum za nastop in tako naprej. A imate občutek, da so više izobraženi, podobno vprašanje kot prej, bolj motivirani, se raje udeležujejo teh usposabljanj, ki jih v akademiji pripravljate, zanje je tega tudi več, mogoče, ali pa je situacija obratna, to bi si želeli, da tisti, ki imajo manj znanj, spretnosti, so bolj motivirani, želijo več, hočejo postati še bolj pametni. Dobro, tudi kar se tiče same akademije, odvisno od namena, kako pač se oblikuje. Mi dejansko smo oblikovali, da bi prav tistim brez znanj oziroma brez sposobnosti nekaj dali. Ne. Mi smo imeli pač takrat 1 leto in pol nazaj, ko sem pač to začel gledati, kako bi naredili korak naprej celo skupino ljudi, ki dejansko niso znali slovenskega jezika, ne, predvsem albanske narodnosti, niti ne hrvaške ali srbo-hrvaške, kamor se da še nekaj pogovoriti. Ne, in to sploh ni bilo vprašanje, ali hočeš ali nočeš, so ljudje morali iti na te
osnovne tečaje slovenskega jezika. Potem drugo pa za to mojstrstvo, ki mi želimo, da vizija je, da niso ljudje sam v službi in delavci, ampak da se v njih vlaga, da postanejo mojstri, to pomeni ljudje, ki ustvarjajo, ki razmišljajo, je bilo treba malo jih prepričati, da je to smiselno, ampak potem, ko vidijo neposredno korist, prvič jim je lažje delati, drugič napredujejo finančno, pač skozi plačo dobijo boljšo, napredujejo tudi hierarhično in dobijo še več in tudi vidijo skupno korist in potem se začne plas, kepa se začne večati. Valit, ja. In bo sam lažje, ne bo težje. Res je, odlično. In ko ste ravno omenili tečaje slovenskega jezika, tisti nekdo zaposlen v Mlinotestu se ga udeleži, ampak potem podpre morda tudi svojo ženo, podpre otroke, ki itak morajo hoditi v formalno izobraževanje, in je potem učinek to na družine, na širšo skupnost in kot tako smo ajdovščino tudi prikazali, kar se mi zdi, da vam gre zelo dobro. Ima kdo morda še kakšno vprašanje za oba predstavnika? Zdaj, ravno imamo tukaj. Ja, Iris, izvoli. Jaz sem pa želela vprašati. Samo malo, da pride mikrofon do tebe, oziroma ne vem, kako je to. Jaz bi pa želela vprašati gospod iz Krke, kako, če sploh nadomeščate zaposlene, ki so dlje časa odsotni zaradi izobraževanja v tujini, ali ste to prakso že osvojili? Ja, kako to poteka? Najdaljša odsotnost za izobraževanje zaradi izobraževanja je en teden. Razen, kadar gre za študij ob delu, tisto so druge stvari, ampak en teden naenkrat v enem modulu, to je nekako najdaljše. Takrat se to se načrtuje naprej, to se ve vsaj 8 mesecev naprej, tako da to so neke stvari, ki so povezane tudi z drugimi cikli, z drugimi obveznostmi, ki so že znani vnaprej, tako da na ta način se planira. Ni potrebno nadomeščanje? Ne, takrat tistem ne. Super, ok. Najlepša hvala obema, gospe Mateji, gospodu Simonu.